tam nekje od 95. naprej se spomnim dogodkov tukaj, sicer sem bolj vezan na dogodke v Šmarskem kulturnem domu, ki sem iz onega konca, ampak tukaj se je bolj navezovalo dogajanje koncertov, ker so se takrat kar dosti dogajali, od festivalčkov malih, 3, 4, 5 bendov, do solo koncertov. V tistem cajtu je bilo tega še zelo malo, tako da smo imeli tukaj kot neko, rekel, prestolnico teh koncertov. The Guitars smo štartali, pa kasneje tudi Pointless. Mislim, da še kasneje tudi Elita po 2000, tako da je bilo tle kar neka taka zadeva, rekel, vseh generacij, no, se pravi, mi mulci in ostalih so bili takrat tudi 25-30 let stari. Ne vem, če sem spomnil kakšnih bendov, ki so takrat drugi tudi delovali, ampak polne dvorane, vstopnina 100 sit, plakati na roke narejeni, malo polimati politiji, in pol je bilo tle, se pravim, no, zelo različna klientela je prišla, ker drugih dogodkov sploh ni bilo, ne tukaj, ne okrog, in je bilo to kar spektakularno, no. Eni so bili prvič na koncertih, prvič videli v živo orang kitarista, eni so prvič kadili, eni so prvič pili, tako da so kar lepi spomini, no, tudi ko srečujem ljudi zdaj, po, rekel, 30 letih, se jih ogromno spominja prav teh prvih dogodkov tukaj in Šmartno, tako da je bilo to glavna stvar, no. Zdaj spomnim se tudi seveda dogajanja, kar se tiče kinematografije, ne, to je bilo v tistih cajtih spektakularno, ni bilo še niti Kolosejev in teh večjih zadev po Sloveniji, tako da je bil to res kino. Nisem čisto ziher, je bilo tle, ampak po moje, da so tudi kokice tle napekli, pa tako, no, polne dvorane. Veš, to je bila ena predstava in smo vsi prišli to pogledat, ne. Ne spomnim se, kaj točno bilo, da bi vedel prvi film ali prva risanka, to ne vem, ampak vem, da so se te stvari dogajale, ne. Ja, zanimivo, no, to je ena taka stvar, ki se po moje vleče že od takrat, ko sem bil jaz, bi rekel, neke sorte taka oseba, ki bi hotel kakšne premike narediti, ne. Ne vem, smo imeli sicer v Šmartnu društvo Štab, mladina, otroci, ki smo se združevali, da bi delali razne projekte, športne, kulturne, glasbene, in moram reči, da je tukaj vedno bilo zelo težko se kaj dogovoriti, ali pa tudi, če smo se pogovarjali, se je redko kaj zgodilo, ne. Moram kar malo pojamrati, da tako, ko se je dogajalo 95. pa takrat se mi zdi, da se še kar iste stvari dogajajo, ker se mi zdi, da na položajih, se pravi ljudje, ki so na položajih, ki so na nek način odgovorni, da bi se stvari speljale, zdaj ne vem, na koga bi to moglo leteti, ne, a veš, a je to dotične osebe ali pa, rekel, neki glavni odgovorni za določene stvari, se mi zdi, da so vedno ta nesposobni na teh položajih ali pa brez znanja, namesto da bi postavili res takšnega, ki to pozna, ki je vključen v tisti krog, zato da je pol posluša izvajalce, kulturnike, kdorkoli že, da pol lahko iz tega ven izvira. Da nekdo nekaj rabi in se takoj ta ekipa zbere in proba to narediti, ne. Zdaj, če bi bil zadaj ki mora potrditi, da bo ta stvar narejena, speljana, bi mogel biti tisti, ki obvlada to zadevo. Ne, da je to kar en, ki je glih tja postavljen in nima pojma, pa v bistvu bi raje ene tretje stvari počel, ne. Se pravi, kot mulci se mi zdi, da so bili isti ljudje prisotni, zdaj je pa zelo podoben. Se pravi,
mi rabimo prostor, mi rabimo ljudi, ta prave, ki to vladajo, rabimo podporo, denar, in edino tako lahko v nekem kraju to poteka, ne, se pravi, nek center, kot je to kulturni center, a ne, zdaj, če to zapostavljaš, če občina malo stran pogleda, ker se rabi pomoč, če unke na položaju, zdajle pa to ne bi počeli, pač ne potrdi zadeve, pa ne pomaga speljati, pol gre to lahko samo še dol, ne. Samo taka zadeva v kraju ne more funkcionirati, če nimaš ta prave ljudi, pa če nimaš orang podpore od odzad. Saj vemo, pri denarju se vse začne, pa tudi konča. Če imaš ti idejo, pa plan, pa vedno so tle ljudje, ki to počnejo, so majstri, pa vejo, kva narediti, pa vedno se to za veliko manj denarja da zrihtati, kot bi bile to tarife ob raznih javnih naročilih, ne. Ampak tukaj malo je treba, pa kar ne rata. Se pravi, tukaj najraje poklical vse te, ki so odgovorni za to, da bi se dobili na sestanek, pa da se naredi nek plan, kratek za 1 let, pa dolgoročen za par let naprej, ne. Dom kot zgradba, to je treba vzdrževati, to je treba vlagati, iti naprej s tehnologijo, z znanjem, z dogodki, ne. Tudi občani, prebivalci smo željni različnih stvari, ne. Se pravi, tukaj zdaj, odkar se v kulturnem centru majčken kader zamenil, pomladil, no, se vrhunske stvari dogajajo, od otroških matinej do predstav, do kakšen kino, ma vsega bilo lahko še več. Kamot, ker bi ljudje prišli. Zdaj, če jim daš ti enkrat na par mesecev tamle eno kost za obglodati, je to in niti niso navajeni, ne, da se to redno dogaja, ne, ampak ne vem, če lahko sicer o tem skočim. Jaz sem se zdaj preselil, živim v Zagorju. Tudi v Zagorju je kulturni dom, tudi Trbovlje, in tam se lahko kar malo, rekel, sprehodite pa pogledate, ali pa njihov timeline, kako pri njih to laufa, in je ekipa, je podpora, se stvari dogajajo, veliko več tega, sploh pa obisk, dvorane polne, nima veze, kva daš, pridejo ljudje ven, zato ker so navajeni, da se tam to dogaja, da je to ob sobotah nekaj, ob nedeljah nekaj, in to pomeni, da imamo skoraj vsake vikende otroke kam zadati, ali pa zvečer se starejši pari malo zrihtajo, ugbantajo in grejo na to pa to predstavo, ne, in to rabimo, se pravi, prostor, kjer se bojo stvari redno odvijale, dogajale na različnih spektrih, zato da je to neka stalnica, no.